imate rojstni dan? No, ste si odgovorili. Sprašujem vas, je to tisti dan, na katerega se je začelo vaše življenje? Eni boste rekli da, drugi boste rekli ne. Je nosečnost, se pravi takrat, ko ste bili še fetus, zarodek, v maminem trebuhu, je tudi takrat na vas karkoli vplivalo? Ne vem, hrana, ki jo je jedla mama, pa vse stvari, ki so se takrat dogajale. Večina raziskovalcev, znanstvenikov in vseh ostalih bi potrdilo in pritrdilo. Dajmo pogledati malce bolj konkretno, kaj se dejansko dogaja. V naši družbi pa je Tadej Pretnar. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Živijo. Človek bi si bolj mislil, da bom kakšno žensko povabila na temo materinstva in nosečnosti in poroda, ampak pravzaprav sem ob prebiranju vseh knjig in potem tvojih zapiskov ugotovila, da moram nujno s tabo to govoriti. Pa bova, ne? Še zmeri lahko kakšno žensko povabiš, oziroma si jo verjetno že. Absolutno. Bova začela pri samem spočetju? Lahko, oziroma tistem, kar se potem dogaja, ne? Tako. Bi jaz mogoče, dajva začeti s hrano, pravzaprav, ki si jo že omenila. Do enega zanimivega odkritja je prišel leta 2013 Norveška univerza znanosti in tehnologije. No, do zdaj je bilo recimo znano, da se v fazi nosečnosti formirajo glede na mamine prehranjevalne navade, pa ne samo prehranjevalne, tudi navade razvade, recimo na osnovi razvad se formirajo celični receptorji, ki potem vplivajo na to, kaj nam paše. Ampak do leta 2013 so mislili, da je genom takšen, kot je, se pravi po spočetju genom tak, kot je, in da se v zvezi s hrano, kakršno mama je, da se spreminja sam okolca. No, tale Norvežani so pa odkrili, da tisti encimi pa razne spojine, ki se tvorijo pri razgradnji hrane, ki jo mama je, vplivajo direktno na genom. Kaj so recimo odkrili? Lahko ima mama bistveno preveliko težo, lahko je nagnjena k kakšnem bolezni oziroma jih celo ima, ampak če je totalno uravnoteženo prehrano, in tukaj recimo zanimivo navajajo približno enake količine maščob, kvalitetnih seveda, ogljikovih hidratov pa beljakovin, pri otroku potem teh nagnjenosti ni in tudi teže recimo nima povečane. To je eno. Drugo, vsi stresni dejavniki oziroma prav vse, kar mama doživlja, se prenaša na otroka. Maternica je pravzaprav mišica in to gre prek mišice. Se pravi, fetus in pol kasneje zarodek z mamo doživlja tudi stresne situacije. Zato je zelo pomemben, torej, da če bi lahko, pomemben bi bilo, da mama živi v takem okolju, kjer si lahko vzame čas za nosečnost, pa celo, da to je odvisen odnos, ki ga ima do zarodka. To celo vpliva recimo med drugim na formiranje pa obliko spolnih organov. Tretja stvar, strašen pomemben je, da mama v fazi nosečnosti sploh po drugem mesecu ni izpostavljena hrupu. Ja, v teh kitajskih cesarskih dinastijah je bilo znano, da so, se pravi, iz teh vladarskih družin, če so bile ženske noseče, so jih dali v totalno, ne v samo, samo torej v tako okolje, da ni bilo prav nobenega hrupa. Namreč, kaj se dogaja? Po drugem mesecu, ko so že formirani organi in pravzaprav zametki organov, takrat se začne že do neke mere zavedanje, ki potem raste. In recimo ne bi zdaj trdil, da takoj po drugem mesecu, ampak recimo v 4., 5. mesecu, če je mama izpostavljena hrupu, nanj odreagira že zarodek in v njem se pojavi vzgib, da pobegne. In seveda nima kam pobegati. In kako se to pol odraža na njemu? Na nezavedni ravni lahko to vpliva celo na razvoj multiple skleroze. Namreč,
Kar se multiple skleroze tiče, v psihološkem smislu je za bolnike, ki imajo to značilno, da imajo skozi vzgib, da pred nečem pobegnejo, pa nimajo kam. In tle tudi ni nujno, da prav do tega pride, ampak tisti vzgib, da vedno, kadar je kaj tazga, ki te kot obremenitev doživiš, da bi pobegnil. Je kateri hrup specifičen tak, ki pa še posebej škoduje? Ja, hrup krožne žage. Torej, dr. Hammer, en nemški zdravnik, ki ima malo alter pristope, tudi on recimo trdi, da je 90% zdravil predpisanih brez potrebe in so mu pol celo licenco vzeli. No, on pravi, da zarodek prepozna, se pravi tale glas oziroma hrup krožne žage kot rjovenje živali. In takrat se še specialno tisti vzgib, da pobegneš, pojav. Zanimivo. Kaj pa pri samem porodu? Tudi tam je verjetno zelo pomembno, kako se zgodi. Ne vem, veliko sem prebrala, da je fajn in da je tema, ne vem, da je zenica pa recimo materični vrat, da sta zelo povezana. Isto, da ne sme biti veliko hrupa, da se ženska mora predstavljati, kakor ji paše. Dejansko vse kontra, kakor počnejo mogoče v kakšni velikih porodnišnicah, kjer jih pač postavijo pod luči, vsi šibajo not ven in govorijo pritiskaj. Ja, pa tukaj v teh porodnišnicah se v glavnem ukvarjajo, pa žensko mogoče prestrašijo s kakšno možno patologijo, se bolj s tem ukvarjajo. Torej, tudi ženska, ki rodi, rabi, bom rekel, ljubeče, toplo okolje. Tudi zelo je pomemben, da je sama sproščena, pa od tega, koliko ima, bom rekel, razvito eterično telo, koliko je sproščena, koliko ima napetosti v telesu, torej to vpliva na vrsto poroda, na način poroda, na stresnost pri porodu za otroka, kajti tukaj sta otrok pa mama sta povezana in se pravi, stres se dogaja, ampak mama, če ima dobro razvit ta eterično telo, ga ta stres pravzaprav predela, ga na nek način uzemlji. Pa še nekaj se dogaja, recimo, pravzaprav tle je več stvari. Če mama ni sproščena, če ima veliko napetosti, recimo pri veliko napetostih pride tudi do, se pravi, najbolj problematične so napetosti medeničnega dna. To se najbolj odraža pol pri otroku, še več včasih je zaradi tega celo potreben carski rez. Ampak način poroda vpliva celo na to, s katerimi bakterijami pride otrok takoj po rojstvu v simbiozo. Torej, ta način, na kaj boš pol bolj občutljiv, na kaj boš odporen, strašno je to pomembno. Zanimivo. S tem, da še nekaj je za otroka en stresni dejavnik. Vsi govorijo, oziroma veliko verov govori o tej porodni travmi kot taki. Ampak še ena travma zelo zanimiva je. Otrok po porodu spremeni način prehranjevanja. On se prej čez popkovino prehranjuje, pol se pa mu jo prerežejo in že to je en strašen velik stres, ena velika sprememba. Je potem recimo porod v vodi eden izmed najboljših načinov, da je manj stresa, ali moramo dejansko dati telesu stres, da se prvat? Pri porodu je siguren najboljš, da ni stresa. Zanimivo je celo to, da psihološko na otroka zelo vpliva carski rez ali pa vakuumski porod. Namreč pri porodu na nek način otrok, zarodek, otrok pa mama sodelujeta, on da signale kdaj ven. In če se to zgodi prek carskega reza ali pa vakuumskega poroda, pravijo, da v psihološkem smislu otrok je skozi korak nazaj in enostavno pol se mu dogaja veliko več težav v življenju. Če greva od poroda naprej, recimo tistih prvih 6 mesecev, pa nasploh pravijo, da prvih 6-7 let je pravzaprav najpomembnejših, da se takrat formira veliko stvari. Ja, predvsem pa prva 3 leta. Torej, kot sem rekla, okolje v maternici je vlažno, temno, mirno in otrok se rodi v en čist drugačen svet, svetu hrupen. Zanj ga je praktično vse stres. In kaj se zdaj dogaja? Se pravi,
prve pol leta vsako nelagodje, ki ga on doživi, začne jokati. Z jokanjem ta nelagodje procesira. In iz kje ta jok izhaja, lahko je recimo, lahko je lačen, lahko je žejen, rab toplino, rab dotik, se pravi, take stvari tudi. Pa tudi te stvari, lahko jokaš zaradi spremembe prehrane, recimo tiste bakterije, o katerih sva govorila, to recimo lahko pride do teh črevesnih krčev, takrat dosti otrok joka. Torej, zelo pomemben je, da mu damo možnost, da kvalitetno razvije eterično telo, pa da se mu na pravi način odpre prva čakra. To je pa možno samo, če ga, se pravi, blazno je potreben, da ga mama objame vedno, kadar je kaj narobe. Kajti, če se to ne dogaja, začne otrok jokati krčevito. In kaj se takrat dogaja? Začnejo se mu formirati blokade v meridijanih nog. In pol, ne dogaja se samo to, da imaš pol kot odrasel tisti občutek hladnih nog, ampak stresne situacije nasploh težje uzemljuje. Se pravi, ko doživiš nekaj stresnega, ustaja to vse, pa pol kuhaš zamero, pa žalost, dejansko, če se to kvalitetno razvije, to prepustiš skozi sebe. In še nekaj je zelo pomemben, ker se tudi dogaja že pravzaprav pa čist mačkanih otrokih, ne smeš mu dati, oziroma ni dober, da mu daš za vsak drek tabletko. Torej, tudi kadar je kaj z zdravjem narobe, treba je dati eteričnemu telesu, ki je ključen za procese samoozdravitve, možnost, da se adekvatno razvije. To se pa najbolj takrat, ko mama otroka objame, pa pomembno je tudi stanje mame. Če je ona prestrašena, pa ga kar tako pač objame, ni nič. Zelo pomemben je, da je mirna in da diha s trebuhom. Enostavno, da to naredi z zaupanjem. Kaj se tiče tega zrcaljenja? Kdo koga potem dejansko zrcali? Otrok zrcali čustva mame, ampak verjetno tudi mama zrcali neko stisko otroka. Ja, gotovo. Mačken bi več povedal. S tem o zrcaljenju govorimo takrat, ko se začne formirati čustvena identiteta. Torej, od začetka, ko se otrok rodi, se pojavi prvi impuls. Prvi impuls, to je impuls po preživetju. Ta impuls traja cel življenje, ne? In prve 6 mesecev je praktično edini. Po 6 mesecih se pojavi drugi impuls, impuls, da izkusi ugodje. To je precej povezan tudi s tem, da otrok ni samo tako, da sam leži, ampak je dostikrat pokonc. In v njegov svet prihaja dosti več zunanjih dejavnikov. In njega zanimajo in hoče z njimi priti v interakcijo. Ampak on v bistvu teh držljajev, ki prihajajo od zunaj, še ne pozna. On enostavno ne ve, kako odreagirati. V interakcijo hoče pa zato, da bi izkusil ugodje. In torej, čustvovanja se uči prek tega, kako bo mama oziroma tisti, ki je zraven, na to reagiral. Recimo, če vzameva kakšen primer, dobro, jasen je, da so kakšne stvari za otroka nevarne, se pravi, da če bi kaj prijel tazga, da ga lahko ogroža. Recimo pes. Pes je recimo zelo dober primer. To se ponavadi dogaja takrat, ko je otroček že majčken večji, sicer se pa čustvena identiteta se formira do 6. 7. leta. Z mamo greta ven na sprehod in srečata psa. Otrok je radoveden, v kuži, ga zanima, seže z roko proti njem, pes je pa zakvatečen in zrenči. Otrok se ustraši, zajoka. Zdaj, od mamine reakcije oziroma od njenega zrcaljenja je odvisen, kakšen bo pol njegov nadaljnji odnos do psa. Če bo recimo mama začela, vidiš, kaj bi se lahko zgodilo, pa bi te lahko ugriznil, pa ne vem, kaj bi lahko bilo, bo otrok strah oziroma to nelagodje povezal s strahom in strah s psom. V njegovi čustveni identiteti bo pes je strah in tako se lahko razvije celo fobija do psov. Na kakšnega brihtanga v odraslosti naleti, mu bo rekel, da je to iz prejšnjih življenj, da ga je pes uklal, ampak v bistvu je največkrat tako. Še eno zrcaljenje je strašno pomemben.
otroci se zelo radi utipavajo po genitalijah. Kakšen Freud bi sicer rekel, da je to začetek seksualnosti, sem ni. Po genitalijah se enostavno utipavajo zato, ker je bolj lušten, kot če se kje drge. Sam, recimo, če mu takrat starši rečejo, pusti, to je grdo, ne smeš, ali pa kaj tazga, kaj, on bo se prav razvil bo odnos, tak, se pravi, zabremzan odnos do genitalij in kaj se bo pol dogajalo v odraslosti, pri ženskah frigidnost, pri moških težave s potenco, pa take zadeve. Torej, to so take strašno zanimive stvari, ampak to je direktno, se pravi, direktno zrcaljenje. Imamo pa še indirektno zrcaljenje, se pravi, tisto, kar otrok vidi, tisti otrok enostavno modelira. Namreč tam prva leta v otrokovih možganih enostavno še ni beta valov, ki so značilni za miselno dojemanje pa miselno procesiranje. On enostavno tisto, kar vidi, vzame zdravo za gotovo. Recimo, danes je taka situacija, da se vsi ženejo za denarjem, otrok je pa potreben pozornosti in on se hoče recimo skozi igrati, ampak recimo vidi, da zaradi tega, ker se ženejo vsi za denarjem, se ne morajo z njim ukvarjati in enostavno pol v njegovi čustveni identiteti, da je denar slab, da je denar nekaj slabega in kaj se bo pol zgodil, tak otrok bo strašno težko imel denar kdaj v odraslosti. Kar srh me spreleti, ko kakšna mamica reče, ne moram mi dinarčke služiti. Dejansko vsaka stvar, vsako dejanje starša je lahko seme nekega prepričanja, programa, po katerem bo potem živel kot odrasla oseba. Tako, še nekaj strašno pomembnega, pa bi šla pa še na zrcaljenje v odnosih. Takole, mame se včasih pogovarjajo, kaj narediti, ko otrok kaj hoče, pa se začne metati v tla pa tak in si pol svetujejo, ti ga kar ignoriri. Namreč, zakaj se on meče v tla? On hoče v interakcijo z nečem, da bi izkusil ugodje. In ker ne sme, pol se on meče v tla. Ampak če ga mama ignorira, mu na energijski ravni reče, da potreba za ugodjem ni okej. In tako se pol razvije v tazga zaprtega človeka. Kaj pa lahko takrat naredi? Naj ga proba objeti, mislim, to ne moreš, ampak si moj, v tem smislu. Pol recimo strašno vpliva to, kar vidi, se pravi nezavedno modeliranje, strašno vpliva na to, kakšni bojo naši partnerski odnosi. Ljubezen sama po sebi, ljubezen je po definiciji težnja za zedinjenjem na vseh ravneh in v bistvu ta definicija nima konflikta. Konflikt ima pa tisto, kar mi prepoznamo kot ljubezen. In dostikrat se recimo dogaja, da torej otrok je potreben ljubezni, ampak recimo preden grejo na partnerstvo še tole, starši ga dostikrat trdo kaznujejo, pa tako hkrati mu pa govorijo, da ga imajo blazno radi. Recimo na ta način on poveže ljubezen z neko maltretiranjem in pol recimo tudi vezo takšno najde, da se mu to dogaja. Ali pa recimo tale primer, rečemo, da so se starši ene 4-letne punčke ločili, se pravi, ki je bila 4 leta stara, živela je pol z mamo in torej kot prvo je bil stres, je bil prisoten stres, ko je oče šel, drugo ni odraščala ob figuri očeta, tretje pa verjetno se je pol dogajalo, da je mama kaj tazga govorila, naj je oči pustil, pa take stvari. Kaj se bo pol zgodilo? Torej, nezavedno modeliranje se formira tako, da pol recimo bo v življenje pritegnila oziroma se bo zaljubljala v kakšne take moške, ki so nedostopni, kakšni taki, ki bojo mogli pol jeti, pa verjetno bo še kakšne takšne prepričanja imela, kot moški so slabi, če se kjermu moškemu odprem, me bo zapustil, me bo ranil, pa take stvari. Najlepša hvala Tadej za vse informacije, ki si jih podal. Drage dame, delite jih naokrog z ostalimi ženskami in tudi moškimi. Predvsem pa upam, da ste dojeli sporočilo vsega tega, kar je Tadej tudi podal. Ne vzgajajte otrok, vzgajajte sebe.
A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.